skupaj za en cilj. Kvalifikacije za Euro 2024, Slovenija San Marino. Nedelja 26. marec ob 18. v Stožicah. Srce bije za Slovenijo. Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 26. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Radomelj, ki bi s prvo domačo prvenstveno zmago v letošnji sezoni troboj za obstanek dokončno preoblikovali v četveroboj, in nogometaši Brava, ki so na tujem nazadnje slavili pred več kot pol leta. Gašper Trdin, dobra zamisel, Bušnja je prišel do žoge, Bušnja pred vrata, Tamar Svetlin v skoku. Občutno preveč prostora je imel Tamar Svetlin, ampak vendarle ga je tudi Dobrovoljc dobro videl. Je izvedel kot, ampak videli smo kratko kombinacijo, lepa kombinacija s Svetlinom, priložnost in gol! Žoga v mreži, Bravo vodi z 1-0. Kramarič je streljal, Gnjatič pa je preusmeril žogo v lastno mrežo in v 25. minuti srečanja so Šiškarji prišli do zadetka. Ni veliko razpok v gostujoči obrambi. Zulić za Čujiča, Sokler! Prišel je do strela Ester Sokler, toda vendarle žoge ni dobro zadel. Ester Sokler, ki je v tej sezoni že zadel proti Bravu. Ampak potrebno bo seveda še garati do konca tekme. No, zdaj pa nevaren napad za Radomlje. Čujič strelja gol! Radomlje prihaja do izenačenja 1-1 v zadnji minuti rednega dela prvega polčasa. Filip Čujič do drugega gola v letošnji sezoni. Poleti zapustil slovensko prestolnico. Šošić išče rešitve, poiskal je Nlanduja, Nlandu pred vrata, priložnost za Mlinarje, Prečka se je stresla, kakšna priložnost za četo Oliverja Bogatinova, da bi prišla do popolnega preobrata. Tole je bila res krasna akcija. Bori se Šošić pa Mario Čujič. Lepo na desno, kjer je Hrvoj. Zavrnjena žoga, znova Mario Čujič, Hrvoj, obetava napad Radomelj, dobra podaja, gol! Popoln preobrat ob Kamniški Bistrici, Ester Sokler. Četrti zadetek Soklerja v letošnji sezoni, 2 je dosegel proti Kopru, 2 proti Bravu. Nova priložnost za Radomlje, gol! 3-1, tale obračun je verjetno odločen. 84. minuta je še tekla, Uroš Korun. Da se 2 minuti, Mihael Antić je odpiskal konec srečanja. Pomembna zmaga Radomelj, prva domača v letošnji sezoni, skupno 4. Oliver Bogatinov, zdelo se je, da ste imeli v prvem polčasu precej težav, potem pa ste z 2 menjavama po odmoru povsem spremenili potek srečanja. V drugem polčasu ste v vseh segmentih nadigrali nasprotnika, prišli do popolnega preobrata in do prve domače zmage v letošnji sezoni. Verjetno ste zdaj res presrečni. Zadovoljni smo, da smo si izpolnili ta cilj, ki smo ga imeli pred tekmo. Mislim, da so fanti lahko zadovoljni, ne samo z drugim polčasom, ampak s celotno predstavo, kljub temu, da mogoče prvi polčas smo delovali dokaj, bom rekel, nevarno in z velikimi težavami, smo uspeli zadeti v zadnji minuti, in mislim, da bi to nek prvi ključni moment, ki nam je dal samozavest na polčasu, 2 menjavi, 2 spremembi, in isti fantje, ki so tudi končali prvi polčas, so v drugem nadaljevali v nekem boljšem, močnejšem ritmu, in mislim, da smo zasluženo zmagali danes.
Aleš Arnold, danes ste dobro krenili v tekmo, bili boljši v prvem polčasu, potem pa poceni prejete zadetek ob koncu prvega polčasa, v drugem delu igre pa se nekako zdelo, da ste se razpadli. Kaj je bilo po vašem mnenju narobe? Tako je, ja, odličen prvi polčas, v bistvu smo zadušili vse tisto, kar smo vedeli, da bo nasprotnik iskal, ampak malce se nam ponavlja ta zadeva, da kljub rezultatu 1-0 bi morali povečati rezultat na 2-0, res smo imeli obetavne situacije in zapeljati tekmo v drugo smer. Tokrat pa kljub vsemu energetsko smo bistveno padli in posledično tudi taktično. Nismo kvalitetno kontrolirali v tem našem bloku prostora na strani in tako kot v sredini in smo prelahko Radomljanom prepuščali, da so prihajali visoko na igrišču in posledično nam z številnimi predložki ogrožali naš gol. Spet pa tudi pri rezultatu 1-1 smo imeli res čisto odprto priložnost, ki jo nismo izkoristili in to je tista stvar, ki se nam ponavlja nekaj časa, ampak glede na težek ritem tekem, ki ga imamo zaenkrat, je za razumeti padec kondicijski, ampak kljub vsemu taktično bi mogli boljš zaključiti to tekmo. Če bi tam Flakos Bosil zadev, bi se lahko tekma obrnila drugače. Se pa je nekako zdelo, da ni bilo prave reakcije z vaše strani po tem, ko ste prejeli drugi gol. Vas recimo skrbi to, da niste prihajali v obetavne položaje? Ja, kot sem že rekel, da kljub temu, da smo poskusili zamenjavam, da smo izredno težko energetsko še prišli. V četrtek smo zaključili s tekmo v gosteh in v zaključnem delu tekme se je na nogah igralcev to sigurno poznalo. Zdaj ste torej resnično v borbi za obstanek, je kaj pritiska, je kaj strahu? Pritisk je sestavni del tekmovalnega nogometa. Kot smo že nekaj časa prej rekli, smo mi pripravljeni na ta boj, smo se pripravili že par kol prej, ob tem tudi osvojili nekaj točk. Tako da jaz mislim, da samo ohraniti hladne glave, 10 tekem je še do konca in ključno bo, da res iz tekme v tekmo nabiramo točke in zagotovimo tisto, kar je letošnji cilj. Uroš Korun, prišli ste do prve domače zmage v letošnji sezoni. Zdelo se, da vam v prvem polčasu nekako ni steklo po načrtih, potem pa povsem druga slika. V drugem delu igre nadigrali ste tekmeca, prišli do zaslužene zmage. Verjetno ste zdaj zelo zadovoljni. Ja, sigurno smo zadovoljni. Je pa res, da prvi polčas ni šel po naših željah. Nekako smo s tem zadetkom na 1-1 se zbrali, nekako videli, da tudi lahko odigramo. Drugi polčas je bil z naše strani zelo dober, tako da je izjemno pomembna tekma za samozavest in za vse, tako da jaz upam, da tako nadaljujemo. Dosegli ste tudi prvi gol v letošnji sezoni, kaj vam ta dosežek pomeni? Pa gol je pomemben to, da smo zmagali. Jaz sem bolj vesel za ekipo, da smo zmagali. Gol ni pomembno, kdo da. Tako kot sem že rekel, izjemno pomembna zmaga za samozavest, za ekipo in čakajo nas še 2 tekme v enem tednu, tako da pozitivno naprej. Gašper Trdin, danes ste bili v prvem polčasu precej boljši, prišli do zadetka, potem pa prejeli gol. V drugem polčasu pa se zdelo, da ste se razpadli. Kaj je bilo po vašem mnenju narobe? Pa ne, mislim, da smo zelo dobro šli v prvi polčas. Smo si ustvarjali par lepih priložnosti. Mogoče za brez veze smo dobili ta v zadnji minuti, v zadnji sekundi v bistvu gol. Mogoče nas je to malo presekalo, ampak to ni izgovor. Drugi polčas smo slabo štartali, sicer smo si ustvarjali eno čisto šanso, 1-1, žal nismo zadeli. Radomlje so dobro so šli v drugi polčas, imeli žogo, bili navarni in na koncu povedali. Že med tednom vas čaka naslednja preizkušnja, gostili boste Mariborčane, ki ste jim jo že zagodli v preteklosti. Verjetno pričakujete, da se boste bolje odrezali kot danes. Pa ja, zdaj ne moramo gledati, kdo je nasprotnik, je Maribor ali kdorkoli drug. Mi moramo zdaj na pike, na zmago vsako tekmo. Zdaj se borimo za obstanek in vsaka tekma nam je pomembna.